Cilj bankirjev je svetovna vlada. Ali lahko državne vlade, ki jih izvolijo državljani na demokratičnih volitvah, preprečijo bankirjem, da bi vladali našim življenjem? To se od vlade pričakuje, kajne? Vlade bi seveda lahko, če bi bili posamezniki, ki imajo moč odločati o nečem izven nadzora bankirjev, in videli smo, kako so končali tisti, ki niso bili pod nadzorom, in kako so končali tisti pod nadzorom. Toda, da bi preprečili kakršnokoli takšno dejanje nacionalnih vlad, so bankirji spoznali pomen uničenja vseh nacionalnih centralnih bank, osvoboditve meja držav, da bi lahko fiktivni kapital preprosto krožil, narediti brez pomena in ukiniti nacionalne vlade ter namesto držav ustvariti mednarodne organizacije in multinacionalne korporacije in bančne institucije. In seveda mednarodno valuto, kot je evro. Ključne odločitve bi sprejemali politiki v mednarodnih organizacijah, kot so EU, Združeni narodi, NATO, IMF, kar bi bankirji veliko lažje obvladovali. Zato je globalizacija, torej zmanjšanje števila mest, kjer se sprejemajo politične in gospodarske odločitve, cilj novega svetovnega reda. Središče zbiranja niso ZDA kot tako imenovana najmočnejša sila, temveč mednarodna bančna elita.